Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, cenjeni gostje, lep dobro večer in lepo pozdravljeni na 23. redni seji občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Ugotavljam, da je na seji prisotnih 14 svetnic in svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sklepa. Na današnjo sejo sta se opravičila dva svetnika, gospod Peter Starc in pa gospod Sašo Gregl, ki se nam mogoče, če mu bo dovoljeval čas, pridruži kasneje. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sklepa. Na današnjo sejo so bili vabljeni gospa Vanja Kolar, predsednica nadzornega odbora občine Radlje ob Dravi, gospod Ignac Krivec, predstavnik razvojnega centra Inženiring Celje, d.o.o. iz Celja, magister Damjan Ostrajnik, ravnatelj osnovne šole Radlje ob Dravi, gospod Damjan Cvetko, direktor javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, gospa Judita Gačnik, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, gospa Natalija Planišič, računovodkinja in gospa Marjana Švajger, direktorica občinske uprave. V pregled in potrditev dajem zapisnike in sklepe 22. redne seje in 8. dopisne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Sprašujem, ali so kakršnekoli pripombe na zapisnike. Ugotavljam, da pripomb ni. Lahko pridemo na glasovanje o sklepu za naslednjo vsebino. Potrdi se zapisnik in sklepi 22. redne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nič glasovi proti od 14 svetnic in svetnikov sprejet. Dajem na glasovanje tudi še drugi sklep. Potrdi se zapisnik in sklep 8. dopisne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nič glasovi proti od 14 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Prehajamo na določitev dnevnega reda 23. redne seje. Predlagam, da umaknemo 11. točko dnevnega reda in sicer imenovanje člana sveta javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi, saj smo bili strani javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi obveščeni, da je potekel mandat članu, ki ga je sedaj v tem mandatu imenovala občina Radlje ob Dravi kot ena izmed ustanoviteljic javnega zavoda. Ker se članstvo v svetu zavoda strani ustanoviteljic imenuje po sistemu letnega rotiranja, pri čemer se upošteva abecedni vrstni red imena posamezne občine, je sedaj na vrsti druga občina ustanoviteljica. Sprašujem, ali ostaja še kakšen predlog za umik točk dnevnega reda, ali je razširitev dnevnega reda. Ugotavljam, da ne. Lahko pridemo na glasovanje o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša, da se z dnevnega reda 23. redne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi umakne 11. točka imenovanje člana sveta javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi. Ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nič glasovi proti od 14 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Prehajamo na glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti. Dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je dnevni red z 14 glasovi za in nič glasovi proti od 14 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Izglasovan je bil naslednji dnevni red 23. redne seje in sicer prva točka pregled in potrditev zapisnika in sklepo 22. redne seje in 8. dopisne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Druga točka tehnični popravek odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi. Tretja točka predlog cen programov vrtcev za leto 2018. Četrta točka predlog cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018. Peta točka predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Radlje ob Dravi, druga obravnava. Šesta točka predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi, druga obravnava.
7. točka obravnava poročil nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v letu 2017. 8. točka predlog sklepa o prispevku za novorojence v občini Radlje ob Dravi za leto 2018. 9. točka predlog sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v občini Radlje ob Dravi. 10. točka predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi. 11. točka seznanitev s sklepom o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. 12. točka predlog proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2018 s predlogom letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radlje ob Dravi za leto 2018, druga obravnava. In 13. točka pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Druga točka dnevnega reda je tehnični popravek odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi. V 11. členu odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi, poglavje B v nadaljevanju LN so določeni urbanistični kazalci za območje R1 in R2. Vsi kazalci so določeni v mejah od najmanjše do največje vrednosti. Eden izmed njih je faktor izrabe, ki je določen od 0,8 do 1,6. Tega kazalnika ni mogoče doseči niti v primeru dvoetažnih objektov. Višjih objektov pa ni mogoče graditi, ker jih 15. člen LN-ja omejuje v višini do 8 plus 1 meter. Podobne težave so pri zagotovitvi faktorja zazidanosti in indeksa zelenih površin. Predlagamo, da se v 11. členu lokacijskega načrta poglavju B urbanistični kazalci popravijo meje urbanističnih kazalcev. Določijo se samo najmanjše in največje dovoljene vrednosti kazalcev iz lokacijskega načrta. Faktor izrabe gradbene parcele znaša največ 1,6, faktor zazidanosti gradbene parcele znaša največ 0,8 in indeks zelenih površin znaša minimalno 15%. Predlagane vrednosti kazalcev so povzete iz 11. člena lokacijskega načrta, izbrane so samo najmanjše in največje vrednosti. S predlaganim popravkom mej urbanističnih kazalcev se omogoča morebitnim investitorjem gradnja poslovnih, pritličnih oziroma enoetažnih objektov na območju R1 in R2. V nadaljevanju bo pripravljalec akta podrobneje predstavil vsebino sprememb. Na podlagi navedenega predlagam, da občinski svet zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Med nami pozdravljam gospoda Ignaca Kriveca, predstavnika RCI d.o.o. iz Celja in ga prosim za dodatno obrazložitev. Prosim, če zasedete mesto za poročevalce. Izvolite, gospod Ignac, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Saj bistvo vsega je bilo že povedano, mogoče kratek komentar. S tem tehničnim popravkom še vedno omejujemo gostoto gradnje, skratka pozidanost na tem območju R1 in 2. Območju R1 in 2 predstavljata območji, ki še nista pozidani znotraj tega lokacijskega načrta. Menimo pa tudi, da nima smisla omejevati faktor zelenih površin, tako da smo predlagali, da se faktor zazidanosti in faktor izrabe omejita navzgor, tako kot je že v osnovnem aktu določeno, in da se v bistvu omeji oziroma dovoli oziroma omeji najmanjša zelene površine na 15%, tudi tako kot je določeno v aktu. In mislim, da nima nobenega smisla, da to mejo stavljamo navzgor oziroma določimo maksimalno število zelenih površin, ker seveda vsi strmimo k čim večjim odstotkom zelenih površin. Hvala lepa gospodu Ignacu za še dodatno obrazložitev predloga. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Predlog točke dnevnega reda je obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in prosim njegovega predsednika, gospoda Roberta Potnika, da poda stališče odbora. Prosim. Hvala lepa za besedo in lepo pozdrav tudi v mojem imenu vsem prisotnim na današnji seji. Odbor se seznanil s tehničnim predlogom popravka odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi v meduradnem občinskem vestniku številka 26/2006 in 29/2017 ter z 4 glasovi za in nič glasov proti od 4 navzočih predlaga občinskemu svetu, da sprejme tehnični popravek odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti
na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Najlepša hvala, predsednik, se opravičujem. Še enkrat ponovno dajem točko dnevnega reda v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Lahko preidemo na glasovanje. Glasujemo o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme tehnični popravek odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi, objavljene v medobčinskem uradnem vestniku številka 26/2006 in 29/2017 v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nič glasovi proti od 14 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Zahvaljujem se gospodu Ignacu Krivecu, predstavniku RCI d.o.o. iz Celja, za dodatno obrazložitev. Želim lep večer še naprej in ker se ne vidimo več v letošnjem letu, vesel Božič in srečno novo leto. Hvala. Srečno. Tretja točka dnevnega reda je predlog cen programov vrtcev za leto 2018. Osnovna šola Radlje ob Dravi je dne 8. decembra 2017 občinski upravi občine Radlje ob Dravi posredovala predlog izračuna cen programov vrtca za leto 2018. Predlog je pripravljen na podlagi pravilnika o metodologiji za izračun cen programov vrtca, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije številka 97 2003, 77 2005 in 120 2005. Izračunane cene programov za leto 2018 se bistveno ne razlikujejo od trenutno veljavnih cen, zato predlagamo, da za leto 2018 ostanejo enake, kot so bile v letu 2017. Prosim predsednico odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, gospod Metko Erjavec, za stališče odbora. Predsednica, lep dobro večer, prosim. Dobro večer, tudi v mojem imenu vsem skupaj in hvala za besedo. Na 31. seji odbora 14.12.2018 smo obravnavali predlog cen programov vrtcev za leto 2018. Osnovna šola Radlje ob Dravi je posredovala predlog cen po posameznih programih, ki jih izvaja vrtec in so usklajene po elementih, ki jih določa metodologija. Obrazložitev gradiva je podal ravnatelj magister Damjan Osrajnik. Iz njegovega predloga je razbrati, da je bilo pri izračunu cene programov za leto 2018 upoštevano metodologija, potrjena sistematizacija za šolsko leto 2017-2018, rast življenjskih stroškov, število oddelkov in odprava nesorazmerij. Pri izračunani in predlagani ceni so manjša odstopanja, zato predlagajo, da se trenutno veljavna cena ne spremeni. Odbor za družbene dejavnosti in javne službe občine je po podanih obrazložitvah strani ravnatelja osnovne šole soglasno sprejel naslednje stališče. Odbor soglaša s predlogom cen programov vrtca za leto 2018 in predlaga občinskemu svetu, da se do njih opredeli in jih sprejme. Hvala lepa predsednici za stališče odbora. Med nami pozdravljam ravnatelja osnovne šole Radlje ob Dravi, magistra Damjana Osrajnika in ga prosim za dodatno obrazložitev. Lep dobro večer, prosim ravnatelj, izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod župan, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. V mesecu decembru moramo v vrtcu pripraviti predlog cen za prihajajoče koledarsko leto. Kot je že bilo izpostavljeno, se pri tem upiramo na pravilnik o metodologiji za izračun cen programov, potem seveda nam je izhodišče potrjena sistemizacija za tekoče šolsko leto 2017-2018, potem planirana rast cen in tukaj v gradivu, ki ste ga prejeli, tudi na strani 3, so v bistvu je pripravljen pregled vseh planiranih stroškov dela. In v letošnjem letu, ker se je zgodila v poletnih mesecih odprava plačnih anomalij, se pravi, so se popravile plače najslabše plačanim delavcem v javnem sektorju, smo mi v mesecu septembru že sprejeli v bistvu to novo popravljeno ceno in glede na to popravljeno ceno bi nova cena, ki smo jo izračunali za leto 2018, odstopala manj kot pa %, in zato predlagamo, da se za prihajajoče leto 2018 obveljajo enake cene, kot veljajo že sedaj. Hvala lepa gospodu ravnatelju za podan predlog točke dnevnega reda. Dajem točko dnevnega reda v razpravo.
Ugotavljam, da razprave ni. Zaključujem razpravo, lahko pridemo na glasovanje. Glasujemo o sklepu za naslednjo vsebino. Malo daljša je, pa zato nič manj pomembna. Občinski svet občine Radlje ob Dravi določa od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 ceno starostnega obdobja v višini 439,49 evra. Občinski svet občine Radlje ob Dravi določa od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 ceno drugega starostnega obdobja v višini 346,42 evra. Občinski svet občine Radlje ob Dravi določa od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 ceno poldnevnega programa prvega starostnega obdobja v višini 395,54 evra. Ceno poldnevnega programa drugega starostnega obdobja v višini 311,78 evra. Občinski svet občine Radlje ob Dravi določa od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 383,85 evra in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 345,56 evra. Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten 30% njim določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Radlje ob Dravi. Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno prebivališče pa imajo v drugih občinah, so do popustov v času počitnic upravičeni le, če bosta občina Radlje ob Dravi in domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. V primeru, da do soglasja z domicilno občino ne pride, se polna cena poravna na način, da jo pokrijejo starši in domicilna lokalna skupnost. V tem primeru se cena ob počitniški odsotnosti zmanjša le za stroške prehrane. Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni so starši upravičeni plačila za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, vendar najdalj za 2 meseca. Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oziroma vrtca ne obiskuje, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nič glasovi proti od 14 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Hvala lepa gospodu ravnatelju, magistru Damjanu Osrajniku za obrazložitev točke dnevnega reda. Mi pa se še vidimo, pa si ne bomo vošli danes, ampak vseeno lep večer naprej želim. Hvala vam, lep večer in uspešen seja še naprej. Četrta točka dnevnega reda je predlog cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018. Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi od 16. marca 2017 dalje izvaja storitev pomoč družini na domu. Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi je občinski upravi občine Radlje ob Dravi dne 4. decembra 2017 posredoval v obravnavo in sprejem predlog cene storitve pomoč družini na domu od 1. januarja 2018 dalje. Stroški socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu predstavljajo neposredno oskrbo uporabnika, stroške strokovne priprave ter stroške vodenja in koordiniranja. Cene se oblikujejo na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev. Objavljene v uradnem listu številka na koncu 5/2009 in pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, objavljene v uradnem listu Republike Slovenije številka 6/2012. V skladu s predlogom občina v skladu z 17. členom pravilnika plačuje izvajalcu subvencijo iz sredstev proračuna občine in sicer stroške stroškovne priprave v višini 100%, najmanj v višini 50%, pa stroške za vodenje in koordinacijo izvajanja storitve ter neposrednega izvajanja storitve na domu uporabnikov. Po predlogu bi skupna cena storitve znašala 16,07 evra na uro. Od tega bi delež občine znašal 7,74 evra na uro in za uporabnika 7,74 evra na uro. Javni zavod
ŠKTM v predlogu predlaga 3 variante o višini dodatne subvencije storitve strani občine Radlje ob Dravi z namenom večje dostopnosti storitev uporabnikom, in sicer v višini 2 evra na uro, višini 3 evre na uro in predlog, da bi uporabnik plačeval 2,5 evra na uro. Občina Radlje ob Dravi bi po tem predlogu za neposredno socialno oskrbo prispevala 13,57 evra na uro oziroma bi pokrivala 84,44% cene storitve. V obravnavo vam posredujem predloge Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem, mladino Radlje ob Dravi s prošnjo, da se do njih opredelite in podate ustrezno soglasje. Soglasje k predlagani ceni socialne varstvene storitve je podano, vkolikor se zanj opredeli večina opredeljenih navzočih članov občinskega sveta. Prosim predsednico odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, gospod Metko Erjavec, za stališče odbora. Predsednica, prosim. Hvala. Ravno tako smo na 31. seji obravnavali predlog cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018. Gradivo je obrazložil direktor javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi Damjan Cvetko. Zavod storitev opravlja od 16.3.2017 dalje. Po njihovem predlogu se cena za leto 2018 nekoliko poveča, saj vsebuje odpravo nesorazmerij, povečano število uporabnikov storitve in odpravljanje storitev na novih oddaljenih lokacijah. Cena se poveča iz dosedanjih 14,63 evra na uro na 16,07 evra na uro. Po razpravi vseh članic odbora je bilo sprejeto enotno stališče. Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva soglaša s predlaganim gradivom in sklepi in predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagane sklepe od 1 do 4, pri sklepu številka 5 pa predlaga, da občinski svet potrdi predlog, da uporabnik za storitev plačuje 2,50 evra na uro, razliko pokrije občina Radlje ob Dravi. Hvala lepa predsednici. Med nami pozdravljam prvič tudi direktorja Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, gospoda Damjana Cvetka, in mu predajam besedo. Direktor, izvolite, beseda je vaša. Hvala, župan, za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Pozdrav tudi vsem svetnikom, svetnicam in pa direktorci občinske uprave. Kot ste že ugotovili, oziroma kot ste lahko ugotovili iz našega predloga, se po dobrih 9 mesecih izvajanja te pomoči na domu pač pojavljajo določene spremembe. Jaz bi na kratko samo predstavil malo bolj podrobno 2-3 spremembe, zaradi katerih je prišlo do povečanja cene. Naj pa tudi povem, da smo zakonsko zadolženi, da enkrat na leto preverimo ceno, ki jo imamo, in če se ta tudi ujema z dejanskim stanjem. Zato smo tudi v začetku meseca decembra z družbo Loris opravili to revizijo in skupaj z njimi tudi določili novo ceno te storitve. Zakaj je pa tudi prišlo do povečanja cene? Naj povem, da v dobrih 9 mesecih upravljanja te storitve se nam je naša dejavnost povečala za več kot 100%, saj v mesecu marcu smo začeli z 101 uro pomoči na domu na mesec in pa za 1,5 delavke, ki je to vse skupaj izvajala. Na današnji dan imamo 350 ur pomoči na domu na mesec in pa 3,5 zaposlenih na izvajanju. Od 9 uporabnikov, ki so začeli to pomoč izkoriščati, na današnji dan to izkorišča 19 uporabnikov in 2, ki bosta začela to izkoriščati v naslednjem tednu. Se pravi, da smo pri 21 uporabnikih. Kar se mojih informacij tiče, naj povem, da smo za to dejavnostjo zelo zadovoljni. Uporabniki, koliko imamo povratnih informacij, so z našim delom zadovoljni. Tako da mislim oziroma želim si, da bi tudi v bodoče to dejavnost izvajali tako. Naj pa tudi povem, da smo se mogli ukrepiti tudi, kar se tiče, bom rekel, avtomobilov, kajti teren se nam je povečal, poleg Antona in Radl smo dobili zdaj zraven še Remšnik in pa Brezni Vrh, tako da smo tudi to v mesecu decembru izvedli.
hvala županu za pomoč pri nabavi avtomobila. Naj povem, da je 80% nabave novega avtomobila našega javnega zavoda doniral eden od podjetnikov v občini Radlje, tako da tudi njemu tudi javna hvala za to, čeprav pa ne želi biti imenovan. Tako da so to nekje tisti glavni vzroki, zakaj bi mi to ceno povečali. Seveda je pa tudi, tako kot pri vseh javnih ustanovah, prišlo tudi pri nas do uravnave teh plačnih nesorazmerij, kajti tudi naše delavke so v glavnem v teh nižjih kategorijah, tako da je tudi to bil eden od dejavnikov, zakaj se je bruto cena dejansko povečala. Naš predlog je tudi bil, da ta prispevek posameznika, se pravi 2,5 € ostane takšen, kot je bil v letošnjem letu, in tudi po informacijah, ki jih imam s terena, so v glavnem uporabniki zelo zadovoljni, zato bom rekel relativno, ne relativno, ker zelo nizko ceno napram drugim občinam, tako da si želim, da tudi ta sklep sprejmete v takšni obliki, kot smo ga predlagali. Hvala lepa direktorju za dodatno obrazložitev spremembe cene pomoči na domu. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Prosim, gospa Helbl, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bom tudi podprla, torej tako kot je predlagano, tudi strani odbora, torej da ostane za občane nespremenjena cena ure, bi pa seveda tukaj, ker je direktor prisoten, res morda tudi, če tako pošalno govorimo, da so ljudje zelo zadovoljni, pa bo verjetno treba še kaj narediti na kvaliteti teh storitev, sploh na odnosih in komunikaciji, kajti pač ene informacije so malo tudi drugačne. Tako da jaz sem pripričana, da direktor je s tem seznanjen in da pač do takih nesporazumov in nekorektnega odnosa do prosilcev te pomoči naj ne prihaja več. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Ni. Zahvaljujem. Zaključujem razpravo in lahko pridemo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep, ki bo oblikovan v 5 točkah. Prvič. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za strokovno pripravo v višini 0,59 € na uro oziroma trenutno 199,52 € na mesec. Drugič, občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,85 € na uro, katero plača 50% občina, 50% pa uporabniki. Tretjič, občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za izvajanje neposredne oskrbe v višini 14,63 € na uro, katero plača 50% občina, 50% pa uporabniki. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na domu v višini 16,07 € na uro. In petič, občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno-varstvenih storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za uporabnika v višini 2,5 €. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nič glasovi proti, od 14 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Zahvaljujem se direktorju javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, gospodu Damjanu Cvetku, za prisotnost in dodatno obrazložitev. Tudi mi se vidimo še v letošnjem letu, tako da si bomo čestitali kasneje. Vseeno pa želim lep večer naprej. Hvala, gospod župan. Tudi vas vam želim uspešno delo naprej, lepe praznike in pa predvsem vse najlepše v novem letu. Predvsem pa glede na to, da sem res nov med vami, tudi ena tako res konstruktivno debato v naslednjem obdobju, tako da vse lepo v prihajajočem letu. Hvala lepa. 5. točka dnevnega reda je predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Radlje ob Dravi, druga obravnava. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne 13. novembra 2017 obravnaval predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Radlje ob Dravi in sprejel sklep, da je predlog primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, skupaj s pripombami statutarno-pravne komisije, in sicer
k 14., 15., 19., 22., 33. in 34. členu. Drugi odstavek določa, da se ostali členi ustrezno preštevilčijo. Statutarno pravna komisija predlaga, da se do druge obravnave natančno navede, kateri členi se smiselno preštevilčijo. K 18. členu. Besedilo se popravi tako, da se glasi: dodata se nova 3. in 4. odstavek 43. člena. Prejšnji 3. odstavek postane 5. odstavek 43. člena statuta. K 27. členu. Statutarno pravna komisija predlaga, da se besedilo spremeni tako, da se glasi: prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se nadomesti z naslednjim besedilom: za delovanje in upravljanje nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine. Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom. Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti, zagotovi in z njimi upravlja občina. Drugi in tretji odstavek postaneta 4. in 5. odstavek. Občinska uprava je pripombe statutarno-pravne komisije upoštevala ter pripravila predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Radlje ob Dravi. Prosim predsednika statutarno-pravne komisije, gospoda Karla Kotnika, da poda stališče komisije. Prosim, predsednik. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Statutarno-pravna komisija se je na svoji 7. seji dne 14.12. sestala in obravnavala akte uvrščene na dnevni red. To je predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Radlje ob Dravi. Komisija je predlog sprememb in dopolnitev statuta obravnavala, predlagala, pregledala ter ugotovila, da so bile upoštevane podane pripombe komisije. Zato statutarno-pravna komisija je zavzela stališče, da na predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Radlje ob Dravi nima več pripomb in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme. Najlepša hvala, predsednik. Smo pri razpravi na 5. točko dnevnega reda. Ugotavljam, da razprave na to točko dnevnega reda ni. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nič glasovi proti od 14 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. 6. točka dnevnega reda je predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi, druga obravnava. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne 13. novembra 2017 obravnaval predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi in sprejel sklep, da je predlog primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo skupaj s pripombami statutarno-pravne komisije, in sicer k 3. členu komisija ugotavlja, da v besedilu manjka beseda organih. Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat, preneha članstvo v vseh občinskih organih, v katera so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta. K 4. členu črta se besedilo, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, tako da se 12. člen glasi: ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih telesih ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov. K 6. členu. Drugi odstavek določa, da se ostali členi ustrezno preštevilčijo. Statutarno-pravna komisija predlaga, da se do druge obravnave natančno navede, kateri členi se smiselno preštevilčijo. K 11. členu. Člani statutarno-pravne komisije predlagajo, da se, kot izhaja iz priporočila Ministrstva za javno upravo, v člen smiselno uvrsti določba, da se morajo občani, če želijo prisostvovati na seji, predhodno pisno najaviti, saj mora biti navzočnost javnosti na sejah vedno nadzorovana, da lahko občina zagotovi pogoje za nemoteno delo občinskega sveta.
K 12. členu. Komisija predlaga, da se doda odstavek, ki določa. Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. K 71. členu. Komisija predlaga, da se do druge obravnave pregleda besedilo 71. člena poslovnika, ki določa, da lahko delovno telo veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Občinska uprava je pripombe statutarno-pravne komisije upoštevala ter pripravila predlog sprememb in dopolnitev pravilnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Prosim še enkrat predsednika statutarno-pravne komisije, gospoda Karla Kotnika, da poda stališče statutarno-pravne komisije. Prosim, predsednik. Komisija je prav tako na 7. seji obravnavala tudi predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi, pregledala ter ugotovila, da so bile upoštevane podane pripombe komisije. Zato statutarno-pravna komisija je zavzela stališče, da na predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme. Hvala lepa. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Lahko preidemo na glasovanje. Glasujemo o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nič glasovi proti od 14 navzočih svetnic in svetnikov sprejet.